Dragi otroci, dobro jutro ali pa dober dan. Upam, da ste prisluhnili prvim trem pravljicam, ker tukaj je že četrta. Ta pa ima naslov, kako so živali dobile rep. Pa prisluhnite. Davno tega, ko še ni bilo na svetu veliko ljudi, so živali živele nadvse srečno. Konji in volji so bili veseli, ker jih ni nihče priganjal k delu na polju. Psi so veselo skakljali naokrog in takrat niti pomislili niso, da bodo veliko let pozneje morali budno paziti na gospodarjevo hišo. Pomislite, kako odgovorno delo, pa tako borno plačilo za eno samo staro oglodano kost. Tudi pujski so pohajali naokrog in se valjali v blatu brez strahu, da bi nekoč končali na kakšnem krožniku. Nekaj pa je živali vendarle zelo motilo. Slišale so namreč, da je nekje dežela, v kateri imajo vse živali rep. Nekatere so na svojih potepanih po daljnih deželah celo videle, kako lepe in spodobne so tiste živali, ki ga imajo. Kako so si tudi same želele imeti svoj rep, da bi lahko z njim veselo mahale, si s hrbta odganjale nadležne muhe in bile in sploh. 3 leta pozneje je v njihovo deželo prišel trgovec. A ni bil čisto navaden trgovec, ne tak, ki bi na primer prodajal kosti, sir ali seno. Kje pa, bil je čisto poseben. Takšen, kot ga živali še niso videle. Kako le, ko pa ga še nikoli ni bilo. In kaj je prodajal? Živalske repe. Čisto prave živalske repe. Vseh velikosti, barv in oblik. Majhne, velike, rumene, sive, črne, debele, košate, ravne in celo zavite. Komaj je opremil polico z razstavljenimi repi, že so živali stale pred vrati v dolgi vrsti. Kaj pravite, otroci, kdo je stal prvi v vrsti? Ja, seveda, lisica. V trgovino z repi je torej prva stopila gospodična lisica. Dolgo je ni bilo iz nje, saj se ni mogla odločiti, kateri rep naj si izbere. Na koncu se je vendarle odločila za svetlo rjavega in zelo košatega. Ko ji ga je prodajalec na zadnjico pripel s ponko, je malce zacvilila od bolečin in že hotela oddirjati iz trgovine. To pa ne bo šlo, plačati je treba, je dejal brkati trgovec in se postavil pred vrata, tako da lisička nikakor ni mogla mimo. Ja, kaj pa naj vam dam, saj nič nimam, sem le uboga lisička. Trgovec je malo pomislil in ker mu ni nič pametnega padlo na misel, je rekel: En teden boš pometala okrog trgovine. Zadovoljna, da jo je kar dobro odnesla, je vsa ponosno odrepala skozi vrata trgovine mimo drugih neučakanih živali. Še opaziti jih ni hotela, tako je bila bahava. Naslednji je bil na vrsti gospod Konj. Na prodajnih policah si je zbral največjega, kar jih je bilo, pa še dovolj košatega, da je lahko z njim preganjal nadležne muhe. Jaz vam lahko plačam samo z vrečo ovsa, ki ga hranim za hudo silo, je pred odhodom iz trgovine dejal Konj, ki je malo prej slišal, da je treba rep tudi pošteno plačati. Trgovec je malo pomislil, pogladil najprej levi, potem še desni brk in zadovoljno pokimal, misleč, da bo lahko enkrat drugič v kakšnem drugem kraju, kamor se bo napotil, oves drago prodal kakšnemu lačnemu konju. Gospa krava se je morala zadovoljiti z malo manj košatim, a še vedno dovolj velikim repom, s katerim se je dalo mahati daleč naokrog. Jaz sem vam pa prinesla kar malo mleka, saj ga imam tako in tako dovolj, je rekla trgovcu, preden je odšla skozi vrata.
Tudi mleko je dobra kupčija, si je mislil trgovec, ko ga je v vedru postavil v kot. Nobeni živali ni bilo jasno, kako se je uspelo v prodajalno pred njimi preriniti majhni, drobni gospodični veverici. Zanjo je imel prodajalec na zalogi še poseben lep košat in zelo zavit rep. Zelo ponosna je bila, ko ji ga je nežno pripel na zadnjici, saj je bil rep skoraj večji, kot je bila sama. Ker je bila tako zadovoljna, je dejala: "Ne pest, 2 pesti slastnih lešnikov vam dam, gotovo vam bodo prav prišli." "Oho, gotovo," si je v brk mrmral zadovoljni trgovec. Prodaja mu je šla namreč dobro od rok. In tako so živali brez repa vstopale v prodajalno skoraj vse popoldne. Ven pa so z repi prihajale nadvse vesele. Na svoj rep so bile zelo ponosne in vsaki se je zdel njen najlepši. Ali se sprašujete, kakšnega sta dobila pujsek in zajček? Takole je bilo. Bila sta čisto zadnja na vrsti. Zajček zato, ker se ni znal prerivati, pujsu pa živali niso pustile, da bi stal sredi vrste, ker je tako zelo smrdel. Najprej v trgovino stopil zajček. Na zalogi je imel trgovec le še 2 repa. Prvi je bil kratek ter okrog in okrog zavit, ta mu ni bil všeč. Drugi, ki je bil bele barve in majhen kot malo večji cof, mu je bil pa takoj všeč. Ker je bil zelo majhen, zajček pa od veselega pričakovanja nemiren, ga je prodajalec nehote zbodel, ko mu ga je s ponko pripenjal na drobceno zadnjico. Kolikor so ga nesle noge, vsi pa vesti, da so zajci hitri, je stekel iz prodajalne ter med tekom podrl okroglega in zamazanega pujska. Še plačati je pozabil. Še preden se je pujs pobral, je prodajalec začel zapirati vrata trgovine. "Hej, nikar ne zapirajte, še jaz, umazani pujsek, moram kupiti svoj rep," je prestrašeno zaklical, misleč, da bo le on ostal brez njega. "No prav," je dejal utrujeni prodajalec in nadaljeval. "Če se prav spomnim, imam še enega, ki je tebi kot na kožo pisan. Kar z menoj stopi." Zadnji rep je zvit žalostno ležal prav na vrhu zadnje police. Rep se je že malce ustrašil, da ga nihče noče, da ga ne marajo, da bo ostal brez svoje živali, kar malo sram ga je bilo. Čeprav si je pujs želel bolj veselega, velikega, ne veselega in košatega, je bil tudi s tem zadnjim, ki je bil na voljo, nadvse zadovoljen. "Nobeden nima tako zavitega kot jaz," si je glasno dejal in odšel ves vahav in vesel iz trgovine. In kaj je videl zunaj? Vse živali so veselo hodile naokrog in glave so kar naprej obračale proti svojim zadnjicam, na katerih so se bohotili njihovi repi. In ne boste verjeli, živali še dandanes prav veselo mahajo svojimi repi in so vsaka na svojega še kako ponosne. No, saj pritožujejo se, ne, če že niso povsem zadovoljne z njimi. Nekaj pa drži. Če pošteno plačaš tisto, kar kupiš, si gotovo zadovoljen. Nenazadnje pa se na koncu tudi navadiš na vse, če imaš le srce na pravem mestu in če nisi preveč zavisten. Očitno so živali manj zavistne in nevoščljive kot ljudje, ki kar naprej menjajo prav vse, kar se jim zdi ponošeno, nemoderno in, bog ne daj, če je drugačno, kot ima sosed. Ja, živali pa so še vedno takšne kot tistega dne, ko je prav vsaka dobila svoj rep. Kaj pravite, ljudje tudi? Kokoške pa niso živele tako brezskrbno kot druge živali, saj so jim zvite lisičke zagodle marsikatero neprijetno stvar. Ena lisica, kokoškam dobro znana, je bila še posebej zvita. Nekoč je v svoj brlog zvabila najboljšega pevca petelina. Takole mu je rekla:
Le pridi, gospod Petelin, ki tako lepo poješ. Boš na ohceti moje mlade hčerke lisičke pel, da bo bolj veselo. In pri tem se je prav hinavsko nasmejala. Petelin pa tega seveda ni opazil, saj je bil lisičine pohvale, da dobro poje, zelo vesel in niti pomislil ni, da ga je prav ta lisica, ki ga vabi na ohcet, še včeraj veselo podila naokrog. In komaj se je zmuznil. Rad sprejmem tvoje povabilo, gospa lisica. Prav z veseljem bom pel na ohceti, je rekel, se še odkašljal, da ne bi bil njegov glas zahripan in odšel za njo. Požrešna in zvita lisica ga je takoj po prihodu v brlog zaklenila. Še sreča za Petelina, da mu požrešnica ni takoj zavila vratu. Petelin je še nekaj časa glasno kikirikal in prosil pomoči, nazadnje pa je vdano utihnil in se prepustil mislim, kako se rešiti iz neljubega tesnega brloga. Lisička je medtem odšla še k Petelinovi ženi Kokoški. Ta se je prav takrat trudila, da bi spravila svoje otročičke, mlade piščančke, spat. O, gospa Kokoška, ali bi bili tako prijazni in prišli še vi na slavje moje hčerke lisičke, ki se ženi? Gospod Petelin vas pri petju močno pogreša. Mene je prosil, naj vas pripeljem, saj sam nima časa, ko pa tako lepo prepeva. Je dejala začudeni Kokoški, ki ni bila vajena prijaznih lisičk. Joj, nimam časa, moram dati piščančke spati, je rekla Kokoška. Pa pravi lisica. Najboljše bo, da še piščančke peljete na ohcet, saj je dovolj hrane in pijače za vse, mislila pa si je. Kako slasten zalogaj bodo piščančki. Nazadnje je Kokoško le pripričala in skupaj s svojimi piščančki se je lisica odpravila v lisičji brlog. Komaj je lisička odprla brlog, že je iz njega skočil Petelin in Kokoški je bilo tako jasno, da jih hoče lisica pohrustati. S Petelinom sta zgrabila vsak nekaj piščančkov in hitro zbežala vsak na svojo stran, da jih tudi lisica ni mogla dohajati. Ma saj uboga revica, no, ne vemo, če je uboga, ni vedela, kam bi stekla. Tako, moji dragi prijatelji, konec je še 4. pravljice. Kmalu bo tudi 5. Pa srečno.